Kdo so? Koga ljubijo? Komu verjamejo? Spregovorili so samo za vas. Iskreno, z Majo Oderlap. Dober večer želim, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Nocoj je v mojo družbo prišel poseben gost. V Slovenijo je prišel s 15 meseci. Posvojili so ga. Danes je izjemno uspešen glasbenik, ki je nekoč pritisnil tudi oziroma dobil tudi zlati gumb. No, podrobnosti bo sicer povedal kar sam, vsekakor pa pravi, da življenje piše z veliko. Tilen Lotrič, dobro večer. Lep pozdrav vsem gledalkam in gledalcem in seveda tebi. Sem prav povedala, s 15 meseci si prišel v Slovenijo? V bistvu še malo prej, 13, ampak ja, že takrat sem tukaj in zdaj, bolj ko sem star, manj sem tukaj. Ampak teh mesecev zgodnih se seveda verjetno ne spominjaš? Ne, to se ne spomnim, se pa spomnim tam, ne vem, kaj jaz vem, takrat, ko sem začel govoriti o te stvari. Aha, kako so ti starši povedali, Tilen, posvojen si, a so ti točno povedali? Točno tako, kot si ti meni zdajle povedala, in to je v bistvu bila ena ful pametna taktika, se mi zdi, veš, da ni ono, da čakajo do, kaj vem, par primerov, ki se mi kdaj ljudje kakšni javijo, pa mi povejo svoje zgodbe, ne vem, da par 18 zvejo. Pa tako, mislim, par meni bi tudi zelo hiter zvedel, ker res nisem podoben nikomor. Ampak ja, sta mi že odvedno govorila, kaj si ti prišel, kaj smo te posvojili. Tako da nisem imel nikoli tega pol problema, da bi me to šokiralo ali pa da bi bil ful presenečen. Ampak kako si doživljal to, a te kdaj, ne vem, omejevalo, si se kdaj spraševal, kje so moji pravi starši, kako ti doživljaš to? Mene ni osebno to toliko omejevalo, oziroma ker mi je bilo to vedno tako predstavljeno, tudi meni je zdaj ta ideja o posvojitvi in tako naprej nekaj najlepšega, pravzaprav vedno rečem tudi, da so starši tisti, ki te vzgojijo, ki te naredijo, ker to je tak zelo kratek proces, da nastane otrok. No, zdaj, če kakšni otroci gledajo, se zmenite starši, pa vam bojo oni razložili, kakšen proces je to. Ampak, ja, so pa imeli moji vrstniki marsikdaj kakšno pripombo na to, ali pa, ker je bilo to malo drugače, nenavadno, jaz sem iz vasi in, veš, pol je prišel tam en temen fantek z očali, z malo več kilami, to je bilo itak vse za njih, tako malo drugače, ampak se mi zdi, da pol z leti ni bil več to tak tabu, oziroma tudi jaz sem tako vedno to sprejemal kot eno pozitivno stvar oziroma eno lepo stvar, da nisem imel težav pol s tem. Tudi z vrstniki ne kasneje, potem niso te kaj preveč hecali in tako? Ne, mogoče tako čist na začetku, no, v, kaj jaz vem, 1., 2., 3. razred te fore, pol kasnejš pa ne. So se me pa bali. Ampak glasba te je pa že od malih nog zanimala, ne? Ja, jaz sem bil vedno en tak čuden lik. Glih zanč mi je povedala ena učiteljica, ki me je imela še v osnovni šoli, ker sem nekaj pel za osnovno šolo, in je rekla, ko me je mami pripeljala v šolo, je rekla, jaz upam, da se bo tale ta malo vklopil. On je tako malo drugačen, ker sem vedno hotel biti v prvi vrsti, vedno me je vse zanimalo, vedno sem, še vedno sem edinc in vedno sem se znal zabavati samega sebe in sem pol plesal in pel na glas in vse, ker ostali otroci so bili malo bolj umirjeni in tako, jaz sem bil zmer tak poseben, malo drugačen, no, in tudi se spomnim, ko smo šli na morje, me je vedno zanimalo, ko smo šli gledati kakšne te igre, pol, ne vem, v šolah, ko so bili te zbori in tako. Spomnim se, bil sem tudi ministrant in pol, mi smo bili tako na levi strani oltarja, pol na desni je bil pa nek zborček in pol se spomnim, kako sem bil, ko so mi drugi pol povedali, kako sem gledal takole une, ki pojejo v zboru, veš, imelo pa tam dolg čas uni beli oblekci in pa sem si križ tam vrtel in čakal, kdaj pride moj moment, da se zbunim. Tako da sem se pol po parih tednih predstavil na drugo stran oltarja in od takrat naprej pol me nekako glasba spremlja. Torej si bil en tak mali radovednež? Ja, sem bil. Si to še danes? Ja, jaz mislim, da sem kar firpčen. Prava beseda, firpčen. Ja. Kaj ste pa vi vse počeli nekoč? Hodili ste v gledališče, sem slišala? Mi kot familija? Tako. Ja, hodili smo v gledališče,
Potem vedno se je nekaj dogajalo, no, sploh tudi na vasi, veliko smo tudi pač delali, pa na vrtu, pa na polju, pa pri sorodnikih. Kaj vse ti znaš torej? Znam marsikaj, zdaj sem postal vrtnar. Kaj gojiš? Vrtnarem vse gojim, res toliko imam stvari na vrtu, vse je že zeleno, tako da komaj čakam, da Boš kaj pobiral, ne? zraste, ja, da lahko pobiram. Znam tudi kuhati, evo, tudi kmečka opravila mi niso tuja, včasih sem tudi kure klav, tako da marsikaj znam, pa mogoče ne zgledam tako, ampak marsikaj sem že prijel v roke. Bi lahko rekel, da sta ti starša dala eno tako vrednoto, mislim, da je delo nekdaj bilo res vrednota, mogoče bolj kot danes. Ja, jaz mislim, da sta mi onadva to kar dala fajn v glavo, delo pa poštenost, ker sta v bistvu zelo preprosti, ampak zelo pomembni in lepi vrednoti, za katere sem pravzaprav zelo hvaležen. Marsikaj sta me še naučila, no, mogoče to zdaj, ne vem, če moj oče najbrž gleda, bo rekel, ker on zna popravljati avte in tako ful ga zanima, no to me recimo mene nič ne zanima in pol, kdaj na avtu meni kakšna lučka zasvetne, se pol vedno pokrega za mano. Ja, mehankarjev sin pa ne zna tega, veš. Ampak dobro, vedno so me bolj zanimale stvari, ki jih je mami počela. Nisi pa staršema nikoli nič zameril? Kaj sem jima zik zameril, kdaj, ka nisem kam smel iti ali pa tako, ampak zdaj tako, da bi ima pa kaj takega večjega zameril, to pa nimam nobenih zamer. Kaj pa prijatelji, z Gorenjske izhajaš, si rekel, ne? Sicer, kaj vse ste počeli? So tudi to glasbeniki vmes, s katerimi se družiš še danes, ali si šel potem čisto po svoje? V bistvu moji krogi prijateljstva so, jaz sem ful velik krog, mislim, ljudi, pa saj tudi sama veš, ko si skozi na terenu, pa na koncertih, pa na radiju, pa danes srečaš njega, drugega. Tak krog ljudi, ki jih poznaš, je kar velik. Tudi, ne vem, pa imam kolege iz vasi, pa potem, ne vem, sem tukaj veliko v Ljubljani, pa imam iz tukaj prijatelje, pa potem iz Muske prijatelje, tako da teh ljudi je res kar okrog. Imam tudi seveda nekaj par svojih teh najožjih kolegov, za katere sem tako res najbolj hvaležen. In to mi tudi mami vedno govorila, ker sem videl pri njej, da je se vedno klicala s prijateljcem in tako naprej, koliko je to res pomembno. Oziroma, da se zavedamo to, koliko so odnosi pomembni, oziroma da je treba za odnose tudi delati. In sem res vesel, da imam take ljudi okrog sebe, na katere lahko računam in zaupam, se smejemo, skupaj jokamo, karkoli. No, tebe ponavadi vidimo na odru z mikrofonom, seveda nekoliko manjkrat, če smem tako, če imam pravilne podatke, pa za harmoniko, sintesajzerjem in klavirjem. Naredil pa si tudi tečaj za dirigenta in 9 let plesal pri folklori. A to drži? To vse drži, tudi učil sem folklora. Kateri so tvoji najljubši plesi? Od folklore? Spomnim se enih plesov, ko smo imeli neke robce, belokrajinski, ti so mi bili zelo všeč. Tudi bogate noše, ne? Ja, to mi je bilo zelo všeč. Gorenjski plesi niso zdaj nekaj ful posebnega, so kar dosti taki trdi in tako. Ampak ja, to sem dolg časa plesal, bil sem tudi mažoret, pa na vse krožke, kar se je dal, sem hodil, ker mi je bilo pač vse zanimiv. Tudi šel sem na neki tečaj za dirigiranje, ker mi je pol to kasneje tudi prišlo prav na faksu. Ampak je bilo tudi zanimivo, tam so bile same neke že starejše profesorce, ki so šle, jaz pa tam nek mulc, ko sem imel 16 let, nimam pojma, in sem tako poslušal, kaj se zdaj dogaja. Ampak vedno me je kaj tako takega zanimalo. Koga si nazadnje poklical, ko si rabil nasvet? Za nasvet mojo teto. Mojo teto sem glih pred kratkim klical, to je v bistvu sestra od moje mamice. Pa ti da kakšnega? Ja, seveda. Da upoštevaš? Ja, seveda, kaj pa naj. Starejši ljudje veliko vejo in jim je treba zaupati. No, zakaj te to sprašujem? Zato, ker bomo zdaj slišali tebe v duetu z Nušo Derendo. To se spomnim, res je eno super sodelovanje. Nuša je toliko fajn, zadnjič sva nekaj snemala, smo bili v eni oddaji skupaj. In sem res vesel, ker se vedno srečava tako in tako ena taka pristna oseba je ona, tako žari vedno, prijazna. Res sem vesel, da je takrat rekla, da je rekla, da je narediva ta duet. Tako lepa izkušnja.
mi je dala eno fajn potenco. No, tole skladbo bomo zdaj tudi slišali v nadaljevanju naše oddaje, pa bomo izvedeli tudi, da Tilna zanima kar precej tudi igra. Je že bil na igralskih odrih, kako se tam znajde, bo mogoče šel med igralce, o tem pa takoj, ko vam zapoje skupaj z Nušo. Številna glasbena priznanja je prejel moj nocojšnji gost Tilen Lotrič, ampak Tilen ni samo pevec, ki je seveda sodeloval tudi z prenekaterim slovenskim glasbenikom, ampak se vidi tudi na igralskih odrih. Pa ne samo na odrih, ampak tudi za odrom. A sem prav povedala? Za odrom se sama tudi veš, je na odru fajn, ampak za odrom se zmeraj zgodijo najbolj zabavne stvari. Torej, kot režiser se recimo ti vidiš? To je bila ena zgodba. Jaz sem režiral igro Vinka Möderndorfera Jaz Batman. Kot sem že prej rekel, smo hodili starši v gledališče. No in tam sem zaljubil eno igro, ki je imela zelo lepo sporočilo. In ker sem z vasi, na vasi so bile vedno neke igre. Ne vem, vsako leto je bilo, sploh ko sem jaz otrok, in potem se je to kar nehalo. In potem sem rekel, no, zdaj bom pa jaz to skupaj spravil. Ljudi, ne vem, prijatelje, sošolce, une starejše, ki se jih spomnim iz kakšnih iger, bom poklical. In dejansko smo potem to uresničili. Spomnim se, ko mi mama rekla, pa ti si čist zmešan, Tilen, kaj se ti greš? Pa ne boš zdaj to res delal. In to smo kar pripravljali, 2-3 leta, mislim, da smo se pripravljali na to igro, pa smo imeli kar ogromen ponovitev in tudi tako obisk je bil res velik in tudi odziv. No in takrat sem se prvič preizkusil v vlogi režiserja in priznam, da mi je bilo kar fajno. Ni tako slabo spodaj malo pokomandirati, ne, tiste, ki so na odru. Ne, dejansko je fajn videti svojo vizijo, potem, ko jo sprojeciraš na oder. In tudi, recimo, mogoče mi to pomagalo, ker tudi zdaj, ko delam videospote, sem velikokrat zraven pri režiji. Tako. Si zamisliš, kako naj stvar izgleda na koncu, ja, ne? Točno to. In včasih, ne vem, tudi, ko delamo kakšne posnetke, objave, karkoli, dejansko znam narediti neko to linijo, kako naj bi šlo, znam si zamisliti te stvari, no, tako da mogoče imam malo te režiserske živce. Ni te pa zanimalo tako zelo, da bi šel to študirati? V bistvu sem izbiral med dvema akademijama, igralsko in pa akademijo za glasbo, ampak ti se lahko po maturi vpišeš samo na eno od akademij in daš pač na prvo možnost, potem pa še 2 drugi možnosti in tam ne sme biti še neka druga akademija. Tako da sem rekel, pismo, s petjem se mogoče že malo dalj časa ukvarjam, kakor z igro, tako da bi šel to poskusiti, ampak mislim, da sem se prav odločil. Ker tudi dejansko petje je igra, tudi v operi se veliko igra, tudi ko poješ arijo, si dejansko neka vloga, ki poje o neki sceni. Tako da mislim, da sem se prav odločil. Pa se ti vidiš, da nastopaš v operi, recimo, ali bolje na popularnih odrih? Nikoli ne bom rekel ne za karkoli, ampak dejansko mogoče se vidim bolj v pop sceni, ampak tudi v operi mi ni grozno. No? Mislim, se pravim, toliko sta druge smeri, no, da težko primerjam. Povsod mi je okej. Koliko pa je danes še sploh pomemben ta talent, ki ga tako rekoč prinesemo na svet, in koliko vse ostalo? Ne vem, neki dogovori, založbe, avtorji, kako ti gledaš na to? To je pa kar močno vprašanje. Talent je zelo pomembna stvar. In pa okolje, v katerem si. Dejansko, če ti imaš talent, pa si, ne vem, neki bogu za nogo, brez ljudi, ki te podpirajo, najbrž ne boš zelo daleč prišel. Talent premalo? Je talent premalo, razen če imaš toliko samo iniciative, da pač se nekako prebiješ naprej. Je pa tudi, ne vem, pol kasnejš pa je zelo pomemben tudi seveda, kdo je tvoj založnik, na kakšne veze in tako dalje. V samem začetku, jaz se spomnim, ko sem šel čez vse to, sam, brez nekih vez, moja starša nista bila nič v muziki in tako. In sem v bistvu hvaležen po eni strani, da sem šel na to pot tako malo bolj trnjavo, da zdaj vidim, kako ta svet deluje, iz česa vse se stoji, kaj vse rabiš
veš, da te pol ne morejo, da ti noben ne more učiti, da veš, njemu je bilo pa takole na pladnju prenešeno ali pa karkoli, pa dejansko pol vidiš svoj trud, a ne, rečeš si pol pismo, pa sem res nekaj dobrega naredil. Si bil kdaj tudi razočaran, ker si več pričakoval, pa veliko pričakuješ od sebe? Razočaran nad sabo sem bil že velikrat, pa tudi nad drugimi, ampak to si pa mislim, da smo vsi, pa ne glede na to, v katerem poslu smo. In si ne ženeš tega preveč k srcu, ne? Ne, ki pa, če bi se to, ne, ni šans. Bi danes še enkrat šel v kakšen resničnostni šov? Je bila to dobra popotnica zate? Za mene, ja, meni se zdi, da je bila to super popotnica za mene, ker mogoče sem se glih tam odločil, zdaj je pa glasba to, kar bi rad počel. Mogoče, če ne bi šel v ta, na Slovenija ima talent, mogoče takrat, ne vem, se ne bi tako hitro vrgel v glasbo ali pa bi še kar čakal, pa bi rekel, ne bom še posnel svoje skladbe, nisem še dovolj v redu za to, pa te mogoče to tako malo vrže v to, da začneš pa delati, ti da malo tak push. Tako da jaz sem zelo vesel za to in upam, da bo še veliko sezon in da bo še veliko novih glasbenikov in talentov prišlo ven iz tega. Kakšni drugi resnični šovi pa dejansko ne vidim se, kje bi bil, kje bi bil jaz primeren. Tako da, ampak saj pravim, nikoli ne rečem nikoli. Glasba je tista, ki je zdaj glavna, ne? Glasba je ta, ki je glavna. Zdaj živiš od glasbe, je to v Sloveniji možno, izvedljivo, je dovolj? Pa mislim, odvisno zdaj, kaj vsak hoče za sebe. Jaz učim petje, dobro še vedno tudi študiram. Torej se ti srečuješ s talenti? Ja, in to mi je tudi tak, da mi je meni zagon in tako vesel sem, ko se ljudje odločajo, to je kar velika lestvica starostna, ne vem, od 8 do, 26, 30. In mi je tako lepo spremljati njihov napredek, oziroma z nekaterimi gremo na audicije za glasbene šole, za konzervatorije, z nekaterimi na razne tekmovanja. Tako zanimivo mi je gledati njihov napredek. Eni so v kakšnih bendih, pa potem delajo kakšne audicije za gledališča, za igre, za muzikle. Tako zanimivo mi je in sem res ponosen na njih, da imajo to voljo. Jaz se mogoče spomnim, ko sem bil mlajši, da ni bilo toliko teh učiteljev petja, pa vocal coachov, je bila samo glasbena šola, striktno to, ne. Ampak zdaj se je to kar razširilo in sem pa v bistvu vesel, da se je. Kaj pa te poleg glasbe, ki jo imaš tako zelo rad, in gledališča in vrtnarjenja, recimo temu, še dela živega? Ja, jaz imam ful rad potujem, ful rad imam dobro hrano, ampak tako res rad jem. Kaj pa? Joj, zdaj... Na vrhu lestvice? Na vrhu lestvice so palačinke, pa lazanja, to sta kar tako, ne vem, kje bi rajš, zelo klasika, ampak ja, ful rad sprobavam nove stvari, tudi, ne vem, morsko, vse mi je dobro. Rad kuhaš? Rad kuham in kuham takrat, kadar imam, to vedno povem, da kuham takrat, kadar imam čas, rad tudi pečem, to zelo rad delam. Žar in te stvari? Ne, to ne, sladice in take stvari, to me zelo napolni. To ti torej ti da energijo za vse ostale podvige, ki sledijo? Ja, in potem veš, ko še poješ nekaj svojega in je res dober in si tako pismo, zažent. Veliko energije pa dobiš menda tudi v postelji, pri spanju, ker rada dolgo spiš. Ja, okej. Ja. Si zaspanček torej, no? Sem kostanček za spanček, ampak ko se pa zbudim, sem pa taka energetska bombica. Če ima dovolj spanca. Danes med mladimi recimo manjkrat zasledim teh energetskih bombic, če tako rečem, lahko. Ja, se bi kar strinjal tlele s tabo. Zakaj misliš, da je temu tako? Pojma nimam, mogoče so toliko utrujeni od šole in toliko domače naloge, ne vem. Ne vem zakaj. Ne vem, mogoče imajo tudi kakšni telefoni s tem, kaj zraven za dodati, ker dejansko te aplikacije, ki ti nabustajo dopamin zelo na hiter, ti zelo manjšajo koncentracijo, in mogoče zaradi tega, ne da ne bi imeli energije, pa ne vem, da jih ne bi zanimale stvari, ampak dejansko mogoče nimajo toliko fokusa. Koliko tebi jemljajo te aplikacije, socialna omrežja, časa, tvoje energije? Koliko si pozoren na vse te všečke in vse te ostale stvari? Včasih sem bil bolj, kot sem zdaj.
včasih mi je bilo ful pomemben, ne vem, pa da se vse slika, pa da je vse lepo, bla, bla. Glih dan sem govoril z enim kolegom, rekel, ti sploh še živ, nič ne objavljaš, in so tako, ja, sem, ampak dejansko se mi ne da malo več toliko objavljati sploh teh privatnih stvari, pa kje sem nekje, pa kaj jem, pa tako. Ampak ja, definitivno mi pa vzame še vedno kar nekaj časa, ne vem se, kdo pa ne, pred spanjem ne gre pogledati čisto vse, na vse profile, kaj se dogaja, kdo je kaj objavil, kje je bil. Čeprav jaz veliko časa porabim za, ko sem na telefonu, ker jaz ne gledam televizije že po mojem 7-8 let. Kaj to pomeni? Zdaj sva na televiziji, to boš gledal, ne, iskreno. Seveda, ampak tako ne, da bi gledal na televiziji filme ali pa take stvari. In gledam pač vse, kar gledam je na telefonu, ne vem, na YouTubeu gledam razne, ne vem, stvari in pač gledam kakšne filme, serije, tako da mi to največ časa pol pobere, ja. Ni ti žal za ta čas, če seveda gledaš kaj, kar ti bogati življenje, tako rekoč? Tako. Tudi potovanja so tista? Ja, zelo rad kam grem, pa tudi če sam na hiter, pri tem res uživam. No. So potovanja bolj omejena na naše konce ali evropska, svetovna, kaj te zanima? Čisto odvisno, koliko je časa, ne, poletje, ko imamo več časa, gremo malo dlje, zdaj, ko imamo malo manj časa, ne, recimo, ne vem, vsak vikend je kak špil, pa potem kakšna 2 dneva v tednu frej, takrat pol, ne vem, zdaj sem bil, kje sem bil, po Salzburgu, pa v Münchnu, pa na Jadranju. Tako, a veš, malo na hiter, da se kam gre, tako da si malo napolniš dušo, pa pol priješ spet nazaj in si pridem kam Ravelca, pa spet gas. Imaš rad, da tebe razvajajo ali da ti dajo mir na dopustu in si sam svoj šef? Oboje. Oboje, oziroma dopusti so mi najbolj zanimivi takšni, da ne vem, se kakšen dan malo spredavaš, da si malo bolj fancy, pa uživaš, kakšne dneve pa greš sam okrog, sam delaš tako, da malo pokombiniraš, no, da ni zdaj, ne vem, en teden ležanja v hotelu pa to, ampak ne vem, da si kdaj bukiraš malo prtmajčke, pa si sam kuhaš, pa delaš stvari, 2 dni greš nekam, ki ti je res lepo pa fino, tako, da ni glih zdaj, ker meni je zelo hiter tudi dolg čas in ne vem, nikoli nisem maral zdaj nekega ful ležanja in tega, pa sončenja pa tako. Tako da mi je kar fajn, da je skozi kakšna aktivnost. No. Da se kaj dogaja, ne? Da se kaj dogaja. Ja. Povedal si mi pred oddajo, da si tudi oboževalec, če tako rečem, ljubitelj glasbe Natalije Verboten. Ja, jaz imam Natalijo ful rad, tako da a jo bo poslušala? Ja, jo bomo vsi skupaj poslušali, eno izmed njenih uspešnic preteklega obdobja. Če jo imate radi tudi vi, seveda ostanite v naši družbi. No, v nadaljevanju pa še kakšna iskrena zgodba, ki je prišla izpod peresa življenja našega nocojšnjega gosta. Tilen Lotrič je nocoj v družbi oddaje Iskreno in seveda vseh vas, spoštovane gledalke in gledalci. In Tilen pravi, da se življenje piše z veliko. To je namreč tudi naslov skladbe z zadnjim datumom, ne? Oziroma zadnjega obdobja, če tako rečeva. Tilen... Tako, najbolj sveže. Ja, najbolj sveže. Kako ti pišeš svoje življenje tako, da se piše z veliko? Ker lažje je reči, kot potem narediti najbrž. Kot to narediti, sigurno imamo vsi kakšne dneve, ko smo za kamer, oziroma spozela, ker je bil kar deževen vreme, pa smo malo bili bolj noter pa počivali, ampak dejansko si zelo rad vzamem čas zase, grem kam, včasih, ne vem, grem v kakšno, ne vem, savno, pa na kakšno masažo, pa ne vem, zanj smo šli se z nekimi, pozimi smo se šli kar parkrat sankat, pa smučat, pa vozit s husky. Tako, rad grem malo, veš, da se nekaj zgodi, pa dostikrat se peljem sam sebe, kaj pojesti dobrega. Ti nimaš slabe vesti ali pa se ne počutiš neprijetno, če greš jesti sam? Ne. Zakaj? Ker eni nočejo, recimo, sam sem ne bom šel. Ampak mi je zelo žal, recimo, za te ljudi, ki ne morejo časa preživljati samih sabo, ali pa recimo, ne vem, imaš, kaj jaz vem, 1 uro časa, pa greš lahko na kavo, pa vsi ostali kar kličejo kolege, ja si tukaj, pa pet sam. A veš, to tudi se mi zdi kar ena lepa veščina, če znaš sam uživati tudi čas. Sam sabo, ne? Sam sabo, ja, sam sabo. Tako da, ampak ja, jaz se zelo rad si dam tako malo časa zase, uživam, pokličem kolege, gremo kam, tako no.
Na tak način ga živim z veliko. Kdo te je naučil te vrste uživanja? Pa kaj jaz vem, pismo ne vem, mogoče, pa ne bi rekel zdaj, da glih starša, ampak ne vem, ali pa sem se mogoče kar sam sebe mogoče naučil, da vedno, ne vem, ko sem videl kakšne zadeve, ki me zanimajo, da sem se kar vrgel v njih, ali pa ne vem, da je kakšne nove obleke, stvari, da mi nikoli ni bilo tako, da bi preveč razmišljal, sem tako, joj, to si želim, ali pa to mi izgleda zanimivo, da grem probati to. Ne vem, po mojem sem se kar sam navdušil. No, mama te je pa navdušila nad marsičem, tudi v videospotu, jo bomo v nadaljevanju videli, žal mame ni več med nami. Kako se spomniš? Katere emocije vse gojiš do nje? V bistvu mame zdaj ni med nami 3 mesece, tako da je od tega v bistvu ni še veliko minilo. Kako zelo jo pogrešaš? Težko je, da ti rečem od 1 do 10, koliko zelo jo pogrešam. V bistvu je občutek, kot da je še vedno z mano. Jaz se vedno z njo pogovarjam. Hkrati, ko te nekdo zapusti, mislim, da imaš še vseeno občutek, da je res močno ob tebi, kakor da imaš ene angelčke varuhe s sabo, mislim ob sebi. Je seveda vse drugače, vse se kar naenkrat iz danes na jutri obrne, pa ne vem, pa cune niso oprane, pa jih moraš sam, pa ne vem, srajce niso, pa fulkrat se, ne vem, daj se kar zamotam ali pa kaj tako ne vem, ko hočem poklicati, pa sem tako, ne, veš, ampak dejansko živi z mano in jo imam res v lepem spominu, no, najlepše. Ker skladbo Življenje se piše z veliko je napisal Rok Lunaček, govoriva o besedilu zdaj. Ampak poklonil naj bi jo pa Rok svojemu očetu. Kako je prišlo do te navezave? Ja, tudi Rok je ostal brez svojega očeta lansko leto po zimi in on je napisal to besedilo za svojega očeta. In potem je bilo meni to besedilo ful všeč. Ja, in potem se je kar tako nekako poklopilo in sem ful tudi vesel, no, ker komad smo pa snemali že lansko leto poleti, že kar nekaj časa, oziroma ne lažem, jeseni. In sem res vesel, no, da sem dal tokrat starša noter, oziroma sploh mami, ker bom imel zdaj res tak en spomin, tak živ spomin na njo. Pa sta bila pripravljena sodelovati? Je bilo kaj... Jaz sem mislil, da ne bosta, ampak sta bila, no, tako da, a veš, kaj nikoli prej jim nisem rekel, tukaj pa kukor, da bi, ne vem, kar tako, rekel, tukaj pa moram imeti starše zraven noter, ker sem želel prikazati čim več pristnih odnosov, koliko je ljubezen, koliko je pomemben, da se imamo radi med sabo, prijatelji, bilo kdo, bilo rasa, karkoli. In mislim, da smo to res prikazali tako, kot je treba. Pravijo, da v življenju obstajata samo 2 poti, na eni strani ljubezen, na drugi strani strah. Ja. In če delamo neke stvari z ljubezni, potem se nam naj bi vedno izšlo. Če je strah tukaj, potem je ponavadi se zadeve ustavljajo. Kdaj tebe bremeni strah? Je kaj strahu pri tebi? Strah ali je bolj ljubezen glavna? Vedno se trudim, da je ljubezen sicer glavna, ampak bi pa zlagal se, če ne bi rekel, da ni strahu prisotnega. Česa te je strah? Pajko. Pa teme, pa čarovenc, pa roparjev. Nekaj je. Kar naštevamo, ne. Ne, ampak mislim, da strah je ena taka stvar, ki jo imamo vsi, ampak dejansko nekaj časa mu lahko podlegaš, enkrat pa prideš na točko, ko rečeš, zdaj pa tega dosti, ali boš močnejši od strahu, pa greš naprej, pa vidiš, da tako kot v pravilcah zmaga ljubezen nad strahom oziroma nad zlem, ali pa se mu podvržeš, sam to ni okej, ne. Te je kdaj strah, da bi ti tvoj brivec kako drugače oblikoval brado? Ja, to me je pa vedno strah. Sploh, ker se spomnim enkrat, ko smo šli snemati videospot za pesem Angela, ponavadi grem jaz to vedno se že malo prej urediti, ne. Takrat je bilo pa tako na vrat na nos en dan prej in je šlo nekaj narobe, ne, po planih. In potem smo kar vse kadre malo bolj oddaleč snemali. Takrat sem se pa res sekiral, sem rekel, ne gremo, nikamor ne gremo, vse sem klical celo ekipo, sem rekel, ni šans, Tilen, vse imamo rezerviran, na Pagu nas čakajo, tam nas čakajo v Italiji, vse je rezerviran, Tilen, moramo iti to posneti. Ne grem nikamor, pusti me. Je še kakšna stvar, za katero se ti sekiraš v življenju? Za katero se jaz sekiram v življenju?
Ja, mislim, da je veliko stvari, za kere se sekiram, tako da bi bila to mogoče kakšna druga oddaja primerna za to. Ampak ja, upam, da vse izpade čim boljše. Tako kot mora. Če je kakšna lučka v avtomobilu, se prižge, se sekiraš? Se sekiram, ampak hvala Bogu, da na tem svetu obstajajo ljudje, ki znajo s temi lučkami, pa to pol rešijo, a ne? Tudi tvoj oči, a ne? Tudi moj oči. Tilna bomo slišali v nadaljevanju še seveda v pesmi Življenje se piše z veliko, o kateri sva govorila ravno kar. Tudi njegova starša boste spoznali v videu, če si ga še niste slučajno ogledali, potem je zdajle gotovo pravi čas. V zadnjem delu naše oddaje pa Tilna povprašamo še, kako in o čem sanjari. Krasno balado smo slišali in seveda v glavni vlogi naš nocojšnji gost, ki nam je dovolil, da v njegovo življenje pokukamo in iskreno deli zgodbe z nami vsemi. Tilen Lotrič, ob koncu našega druženja ponavadi vedno govorimo tudi o sanjah, sanjarjenju, zaprtimi ali pa odprtimi očmi. Kako gre pri tebi? Obe varianti. Jaz sem kar, se mi zdi, tako velik sanjač, oziroma ne bom rekel sanjač, pozitivc. Spomnim se enega stavka, ki mi ga je mami rekla, Tilen, ne iš problemov, ampak rešitve. In to se mi zdi kar resnično. In tudi s tem, da ljudje sanjamo oziroma imamo neke želje, s tem tudi ni nič slabega, ker samo tako dejansko lahko rastemo. Tako da jaz sem velik podpornik sanj, ampak tistih lepih, ne unih groznih. In vse naše gledalke in gledalce seveda spodbujamo k sanjama, ne? Seveda, meni kdaj kdo reče, da sploh ne sanja ali pa da se ne spomne. To je res škoda, sploh če so bile sanje lepe, tako da če lahko sanjate, dajte. Hvala lepa, Tilen, ker si prišel nocoj v mojo družbo. Želim ti veliko uresničenih sanj in seveda tudi kakšno sanjarjenje z odprtimi očmi. Tudi jaz tebi, hvala za povabilo in seveda gledalcem, imejte čim lepše sanje danes, ko greste spat. Hvala lepa torej tudi vsem vam, spoštovane in spoštovani. Tako kot rečem, vedno ob koncu našega druženja. Sanjajte, kajti sanje vedno pridejo z razlogom. Pa lahko noč.